Zdaj pa, družba moja draga, k enem malo bolj emotivnem momentu, še posebej zame. Prejšnji teden sem vas pozval, da mi pošiljate posnetke, kako gledate mojo oddajo, ker so me zanimale vaše reakcije. In če se spomnite, smo mi prejšnji teden zavrteli en video punčke Lare, kjer je kuhala in pripravljala kekse za mene, ne? In meni se včasih sploh ne sanja, kako veliko otročkom pomeni, da so na televiziji in da kaj lepega v njih poveš, še posebej, če je to iskreno in iz srca. In ta naslednji video, družba moja draga, pokaže eno tako res pristno otroško reakcijo, pristno otroško veselje, ki se ga ne da zaigrati, ki se ga ne da zaglumiti. In Lara, če me ti zdaj gledaš, ne, ti si ena tako krasna punca, da ko bo te karantene konc, jaz pridem k tebi domov in bova midva tvoji mami pojedla vse vaše kekse iz shrambe. Režija, prosim, če zavrtite tale posnetek, ker je res strašno prikupen in kako je Lara vesela, ko se vidi in ko sliši, da bo na TV-ju, to je nekaj norega. Dajmo zavrteti. In nekaj govorila se, nekaj svrdir bo po domače povedano in smo zdaj to uspeli mi popraviti, tako da, Lara, moja draga, če ti to zdaj gledaš, ne, in mene zdaj res zanima, kaj si ti meni pripravila in kaj si ti pravzaprav meni povedala. Režija, dajmo si tole pogledati, pa da vidimo, kaj jaz kamere upam, ker bo ta vedno po moje hotela mene požret. In najprej zrediti, potem pa požret. Tako da, dajmo za enkrat počakati in se samo tole preko televizije gleda. Drugače pa šalo na stran. Lara, ti si ena krasna, čudovita punca. Daj mi petko. Lara, daj, ostani. Idi tja, daj mu petko. Hitro mu daj petko. In puno še naprej, pa še kaj fajnega mi priprav, bom z veseljem zavrtel. Evo, zdaj pa, dame in gospodje, moram dati pa jaz gor svoja očala, da sploh vidim, kaj je na vrsti. Lara, lej, ti si kraljica, ti si bodoča županja Maribora, pazi.